Tako, rešili bomo sedaj še tretjo preverjanje iz korenov in iracionalnih enačb, pa kar začnimo. Tukaj imamo koren iz minus 169, ker je minus, koren je pa v bistvu sode stopnje, to ne obstaja. Ker tudi minus 13, če bi bil rezultat negativen in če bi dali to na kvadrat, bi ratel plus 169. Zato to ne obstaja. Koren iz števila, ki ima 4 decimalna mesta, bo imel za rezultat število z polovico manj decimalnih mest. Se pravi, če so tukaj 4, ni 2, koren iz 49 je 7,07. Tukaj imamo 6 ničel, koren iz 16 je 4, število ničel, pa ker je kvadratni koren, razpolovimo. Tukaj koren ima vsakega zase. In sicer koren iz 169 je 14, koren iz 100 je 10 in skupaj je 140. Koren iz 64, 49 in vsakega posebej koren iz 64 je 8, koren iz 49 7 in koren iz 144 je 12. Gremo k drugi nalogi. Izračunaj korene izrazov. Tretji koren iz minus 64. Tretji koren iz negativnega števila obstaja, in sicer je to negativno število, in ker je 4 na 3 64, je to 4. Ker minus na 3 je še vedno minus. Tretji koren iz x na 12 bi lahko zapisali za ulomko kot x na 12 tretjin, kar vemo, da je x na 4. Ali pa enostavno rečemo, stopnja korena je 3, stopnja potencije pod korenom 12, 3 deljeno s 3 je 1, 12 deljeno s 3 je 4. Deveti koren iz 1 je 1, ker koren iz 1 enako 1. Tukaj podobno lahko potem rečemo 15. koren 30, 45, vsa števila se deliva s 15 in delimo 15 deljeno s 15 je 1, 30 deljeno s 15 je 2, 45 deljeno s 15 je 3 in je to potem x na kvadrat y na 3. Po pravilu, da je pač, če imamo n krat k ti koren iz a na m krat k, se potem k pokrajša in ostane samo n ti koren iz a na m. Tudi, če imamo več faktorjev spodaj, naredimo isto. Tukaj nam bo lažje, če si predstavljamo, da imamo četrti koren iz t na 4. Takoj vemo, da se bo na 4 pa četrti koren krajšal, ostane t. To pomeni, da tukaj ostane x plus 9. Tega nam niti ni treba pisati. Zbrišemo. In gremo k naslednjemu primeru. Zopet 7. koren iz x na 35 y na 70, zopet 7, 35 in 70, vse lahko delimo z 7, dobimo 1, 5, 10 in je rezultat, prvi koren ne pišemo, ker prvi koren na bistvu ni, ne obstaja, in je x na 5 polomljeno z y na 10. Delno korenjenje, korenimo tisto, kar znamo, koren iz 25 je 5 in ostane koren iz 33. 160 pa moramo mi zapisati kot produkt dveh števil, in sicer tako, da bomo enega znali koreniti, drugega pa nam ni treba znati. 160 je isto kot 16 krat 10 in koren iz 16 je 4, ostane koren iz 10. Kaj pa tukaj? Tega bi lahko napisali, ker je to kvadratni koren, kot 19, namesto x na 3, bom pa napisala x na kvadrat krat x. In zdaj, koren iz x kvadrat bom znala zračunati, ostalo mi bo pa 19 pa x pod korenom. Koren iz x kvadrat, ker je to kvadratni koren, se ravno krajša, ostane x krat 19x in imamo rezultat. Poenostavljamo, zopet enaka naloga, se pravi 14, 49, 21 lahko delimo z 7 in dobimo 14 deljeno z 7 je 2, torej drugi koren, x 49 deljeno z 7 bo x na 7 in y na 21 pa 21 delimo z 7 pa je na 3. In tukaj 15. koren na 10, zopet 15 lahko delimo s 5, pa 10 tudi lahko delimo s 5, pa bo tukaj prišlo 3, tukaj pa 2 in je odgovor tretji koren iz a minus 2 na 2. Množenje
peti in tretji koren skupaj lahko damo na 15. koren. To pomeni, damo prvega krat 3, ampak takoj moramo dati vse na 3, in drugega krat 5 in moramo dati vse na 5. In dobimo 15. koren, zdaj pa gremo 3 na 3, to kar tako napišemo, ne računamo, ne napišemo, da je to 27, x na 3 na 3 je 3 krat 3 je x na 9 in y na 3. Iz drugega pa 3 na 2 na 5 je 3 na 10, x na 5 in y na 6. In dobimo 15. koren, zdaj pa gremo skupaj 3 na 3 krat 3 na 10 je 3 na 13, x na 9 krat x na 5 je x na 14 in y na 3 krat y na 6 je y na 9. Tudi pri deljenju je enako. Se pravi, če imamo mi koren iz a deljeno s koren iz b, bi lahko to napisali kot koren iz a v minus b, samo poskrbeti moramo, da bo povsod isti koren. Zdaj, isti koren bo, če damo tudi tole trojko na 6, ker tukaj je že 6, to pomeni, da to pomnožimo z 2 in vse skupaj damo na 2, potem pa napišemo en velik 6. koren in vzgorje napišemo x na 5 na 2, x na 10, y na minus 4, v spodje pa samo prepišemo. Ni nam treba dajati na višjo stopnjo, samo toliko, da je skupaj. Zdaj, y na 3 lahko napišemo, na minus 3 lahko vzgoraj napišemo y na 3, tega v spodje y na 4, zdaj pa 3x se pokrajšamo, dobimo 7, pa en y, 3y tudi pa obstaja en y v spodje in dobimo 6. koren iz x na 7 polomljeno z y. In je to rezultat. Lahko bi zapisali tudi 6. koren iz x na 7 krat y na minus 1. Še to izračunamo. Zapravo izračunamo to in dobimo 3 krat 12 plus 4 pa 5 na 8 se 4 pa 8 krajše ostane tukaj na kvadrat, ker je 4 deljeno 4 je 1, 8 deljeno 4 je 2, 5 na kvadrat je 25, 25 minus 16 je 9, plus koren iz 36 in zdaj imamo tukaj plus koren iz 36, to je 6 plus 25 minus koren iz 9 je 3, pa še enkrat plus 6 in je to skupaj 12 plus 25 je, prav 12 plus 25 je 37, minus 3 je 34. Rešimo še iracionalne enačbe. Tukaj zopet damo na 3 in je minus 3, zato ker če bomo dali to na 3, se bo to pokrajšalo, to pa ostane in je x na minus 27. Če nas zanima, koliko je koren iz x krat 6 je 18, dobimo, da je koren iz x. 6, ko damo na drugo stran, je 18 deljeno 6 in je to 3. In to pomeni, da je koren iz x 3 in če damo to na kvadrat, dobimo, da je x enako 3 na kvadrat je 9. Tukaj zopet najboljše dati kar skupaj novo neznanko t, pa je 5 krat t minus 3 enako 7, pa damo minus 3 na drugo stran in je 5t enako 7 plus 3 in 5t je 10 in t je 10 petin, kar je 2 in zdaj se vrnemo tukaj in zapišemo. Koren iz x minus 2 je 2, damo na kvadrat, se tukaj to pokrajša, ostane x minus 2 je 4, pa minus dvojko na drugo stran je 4 plus 2 je enako 6.